Dobrodošli! Z današnjim dnem vstopamo v novo, 7. sezono oddaj Ambienti, v kateri se boste lahko tudi to pomlad navdihovali ob novih bivalnih presežkih. Če bi lahko izbirali, kje v Sloveniji bi najraje živeli? Pogled na kakšno okolico bi vas najbolj pomirjal ali poživljal? Že če se samo v mislih sprehodimo skozi naše pokrajine in mesta, hitro ugotovimo, da Slovenija ponuja res veliko izjemnih ambientov. Saj ne, da tega ne bi sami vedeli, ampak včasih nam pogled na lepote, ki jih imamo pred nosom, zbistrijo šele tujci, sploh taki, ki si Slovenijo izberejo za svoj novi dom. In v tej sezoni bomo našo domovino pogledali skozi oči zanimivih tujih gostiteljev. Med njimi so Beograjčanka v Ljubljani, Moskovčanka v Goriških Brdih, Anglež v Posočju in mnogi drugi. Povedali nam bodo, zakaj so si zaželeli živeti ravno pri nas, kakšne posebne domove so si tukaj ustvarili in kako se jim pri nas godi. Ampak najprej izjemen primer domačega znanja in ustvarjalnosti. Na robu planote v Podgorju pri Slovenj Gradcu stoji družinska hiša, ki izstopa svojo izrazito drugačnostjo. Že njena zunanja podoba odraža sodoben način življenja in razmišljanje brez predsodkov. Njena notranjost pa je bila lani na mesecu oblikovanja razglašena za interjer leta. Tale hiša vas bo sezula, polna je edinstvenih arhitekturnih detajlov. Navzven deluje kot trden diamant, ki se dviga iz tal, znotraj pa preseneti z mehkobo zaobljenih oblik in skozi velike steklene površine vabi naravo, da priteče k nam v prostor. Borut, ste sveže vseljeni v to izjemno hišo. Povejte mi, a ste si takšno želeli, kakšna so bila vaša začetna pričakovanja? Nekih začetnih pričakovanj z ženo Nino nismo imela. Z arhitektom Miho in Špelo se poznamo že vrsto let. Edina želja je bila nekaj, da bi imela mogoče neke vrste zimski vrt, da bi bila v stiku z naravo. Najprej, ko smo se dobili na prvem sestanku, sta prinesla kvadratke z sobami, s kvadraturami sob, da smo si približno predstavljali, kakšna kvadratura bo recimo za spalnico, dnevno sobo in ostale prostore. Potem pa se Miha in Špela sta se lotila risanja tlorisov in ko sta naslednjič prinesla tudi tlorise, smo lahko rekli samo wow, ker je bila res izjemna arhitektura. Vsaka arhitektura pomeni določen poseg v prostor. Kako ste se pri načrtovanju tele res nevsakdanje hiše prilagajali okolju? V prvem obisku lokacije smo ugotovili, da gre za izjemno parcelo, ki stoji na robu planote za filmsko panoramo vzdolž doline, ki vodi od Slovenj Gradca do Podgorja, in smo se začeli spraševati, kako atmosfero te lokacije čim bolj ohraniti. Torej, hišo smo zasnovali kot enostaven zaslon. Proti severu smo postavili servisne prostore, kot je garaža, stranišča in tako naprej, da smo lahko na južni strani dobili velik odprt bivalni prostor. Gospod Božac, v čem se tale hiša v Podgorju razlikuje od ostalih, ki ste jih naredili do zdaj? Na začetku lahko rečem, da v Marlesu vse naše objekte zasnujemo in pa izvajamo individualno. To, kar je pa pri tej konkretni hiši posebno, pa je njena drzna arhitektura. Arhitekturni presežek, za katerega smo se odločili, da ga bomo izvedli v leseni konstrukciji, in to je bil svojevrstni izziv. Narediti takšno arhitekturo z leseno konstrukcijo, hkrati pa ohraniti vse pozitivne lastnosti naših siceršnjih objektov in izvesti dela na tak način, da bo investitor za njimi zadovoljen. Glede na vesoljsko obliko, glede na razgibanost, glede na velikost steklenih površin, kako ste zagotovili lahko pasivnost? Moram reči, da prvotna želja investitorja ni bila, da bi bil objekt izveden v pasivnem standardu. Prvotna želja je bila imeti objekt, ki bo arhitekturni presežek. Ko pa smo prišli do umestitve objekta v prostor, smo ugotovili, da je idealno pozicioniran v smeri sever-jug in da so na severu površine, ki so dobro izolirane, in da imamo na južni strani steklene površine, ki omogočajo po zimi solarne pribitke, poleti pa ustrezno senčenje. Ko smo to nadgradili z našim certificiranim sistemom za inštalacijsko ravnino, dodatno izolirali streho, izvedli prisilno prezračevanje in izvedena je tudi dodatna izolacija pod temeljno ploščo, smo dejansko prišli do pasivnega standarda. Glede na to, da ste pa omenili vesoljsko obliko oziroma arhitekturo, pa lahko povem še zanimivost, da smo kovinske konstrukcijske dele
ovili za tako imenovano vesoljsko folijo. Gre za poseben izolacijski material v 17 slojih, ki omogoča izjemno toplotno učinkovitost in na tak način smo omogočili in izvedli izjemen izolacijski sloj, toplotni ovoj celotne stavbe ter tudi hkrati preprečili toplotne mostove na objektu. Predvidevam, da je taka hiša zahtevala tudi marsikateri neobičajen, nestandarden postopek, kar se tiče arhitekture, kar se tiče gradnje. Kaj je bilo tukaj posebnega? Drži, posebnosti je bilo kar nekaj. Kot prvo moram reči, da je v osnovi tlorisna zasnova objekta mnogokotnik in da je sam objekt zasnovan v 2 različnih višinskih nivojih. Zaradi tega smo morali vsako posamezno steno montirati z pomočjo GPS koordinat, se pravi GPS sistem, kjer smo dolocirali pozicijo vsake posamezne stene. Naslednja zanimivost je, da gre za 4-kapno streho, ki pa ima poševno sleme. Zaradi tega je moral krovec vsak posamezni strešni element oziroma strešno ploščo krojiti posebej. Naslednja zadeva je perforirana fasada, se pravi z odprtinami, kjer smo pa mogli zagotoviti tako toplotno izolativnost te fasade, kot tudi prezračevanost te fasade. In mogoče še zadnji element je pa vhod v sam objekt, ki je obdelan z opažom, tako kot celotna stena, na kateri se ta vhod nahaja, zato tega vhoda nadaleč sploh ni mogoče opaziti. Ker arhitekt na trgu ni našel ustreznih sten s perforacijami, jih je kar sam načrtoval. Izvedbo inovativnega izdelka je zaupal strokovnjakom iz Marlesa. Ti so v proizvodnji z računalniško vodenim laserskim razrezom naredili luknje v fasadni ovoj in jih zapolnili z enostavnimi odtočnimi cevmi, v katere so umestili okrogla stekla. Kakšna je vloga perforirane fasade? Čemu ta naluknjenost? Za delom fasade, kjer je perforacija, so na drugi strani prostori, kot je spalnica, garderoba, sanitarije. Zato smo iskali način, kako v prostor spustiti dnevno svetlobo, hkrati pa ščititi pred pogledi iz okolice. Torej, perforacija postane del fasade, zgolj velikost, dimenzija, intenziteta lukenj se spreminja. Arhitekt Miha Čebulj si je v notranjosti omislil stene, kakršnih ne vidimo v običajnih hišah. Tako je mojstre v podjetju Marles postavil pred dodaten izziv. Stene smo izvedli v naši proizvodnji, se pravi so prefabricirane, vendar smo jih izvedli ravne. Ko pa smo jih zmontirali, smo pa jih na licu mesta obdelali z 2 slojema mavčnih plošč debeline 6 mm, tako da smo dobili te okrogline in dejansko v celotnem objektu ni niti enega vogala. Hiša navzven ne deluje trdno, ostrih linij, notri pa preseneti čisto druga dinamika, prevladuje zaobljenost, neskončne krožne linije. Kako ste tukaj razmišljali? Se pravi, trden ovoj omogoča mehko sredico. Hiša je zavetje, v kateri se počutimo toplo, varno. V sredini prostora je toplota, kamin v dvovišinskem prostoru, ki predstavlja središče hiše, ki se postopoma presnavlja v bolj privatne dele hiše v nadstropju, kot so spalnice, kopalnice in tako naprej. No, veliko drznosti in inovativnosti pa kažejo tudi detajli, kot so na primer tale zrcalna površina, na kateri je kuhinjski pult, ki je pa masiven, skalnat, kamnit, ali pa miza, debela lesena površina na zelo tankih nožicah. Tako se zdi, kot da se zelo radi poigravate s kontrasti. Tako je. Pri oblikovanju sledimo igrivosti, raziskovalnosti. Človek je dinamičen sistem, okolje je dinamičen sistem, med njima je arhitektura, ki večinoma ostaja statična. Torej, po našem mnenju želimo v arhitekturo prinesti dinamičnost. Z ogledali so poudarili vertikalno dimenzijo, ki spodbuja uporabnika k intenzivnejšemu doživljanju intimnega prostora. Tudi v veliki kopalnici, ki je povezana s spalnico, so se poigrali z manj običajnimi materiali. Naročnik si je zaželel, da bi imel v kopalnici na steni sliko. Izbrali smo sliko Henria Rousseauja, Sanje, torej džunglo, sanjski prizor iz džungle, in smo začeli razmišljati, zakaj bi bili obiskovalci, uporabniki zgolj opazovalci slike, zakaj ne bi bili akterji v sliki. Tako smo sliko povečali čez cel prostor, jo podvojili,
torej elemente iz slike podvojili na stekleni steni, ki loči kopalnico od spalnice. Torej, izoblikovali smo prostor, kjer se človek lahko olajša med džungelskimi listi. Da hiša kliče naravo k sebi, da omogoča ta stik tukaj res ni samo floskula, ker že med tem, ko se midva pogovarjava, lahko opazujeva tele jelenčke, jelenjat, ki se sprehaja nama pred nosom. Kakšna je zgodba teh srnic, jelenov, damjakov, ne vem kaj so? Ja, te jeleni so bili v bistvu tule že preden smo začeli delati hišo. V bistvu je tole en hrib, kjer je bilo treba kositi, strm hrib. In zato sta se ta spetašča odločila, da zagradite tale hrib in not naselite jelene, da v bistvu ne bo treba kositi trave. Povejte mi še nekaj, kako se pa človek navadi na življenje s toliko zaobljenimi stenami, kjer ni pravih kotov? V bistvu mi je tole zelo všeč. Linija deluje zelo naravno, kot narava, ni tistih ostrih ogalov. Mogoče je najbolj všeč sinu Eriku, ker ga ne moremo poslati v kot, ko je izlehta. Vas zanima, kako združiti industrijski slog opremljanja in veliko črne barve s toplino lesa? V nadaljevanju si bomo to ogledali na primeru izjemne prenove počitniškega stanovanja v Kranjski Gori. Pokazali pa bomo tudi odmaknjeno domačijo v Goriških Brdih, ki je očarala Moskovčanko. Če pri opremljanju stanovanja ne želimo preveč tvegati z barvami in slogom, ker se glasnega in očitnega praviloma prej najemo, to ne velja nujno za počitniške hiše ali stanovanja. Tam bivamo redkeje, na dopustu smo ponavadi bolj sproščeni in razigrani, zato si lahko pri opremljanju dovolimo več svobode. Primer smo našli v priljubljenem smučarskem središču. Danes smo v Čičarah pri Kranjski Gori v prenovljenem stanovanju, ki sedaj služi kot udoben počitniški apartma z veliko sloga. Prenovo je načrtovala arhitektka Nina Steiner, ki nam bo zaupala, kako je iz grdega račka nastal črni labod. Nina, očitno dober glas res seže v 9. vas. Povejte zgodbo, kako ste se našli s tem investitorjem. Gledala sta vašo oddajo, v katerem sta opazila enega izmed mojih preteklih projektov, ki je bil izveden ravno v sosednjem bloku. In ker sta računala, da imam že izkušnje s točno takim stanovanjem, sta se obrnila name za pomoč pri prenovi njunega stanovanja. Ampak seveda očitno sta hotela povsem drugačno estetiko. In tukaj prevladuje estetika elegantne črne barve. Kako ste dosegli, da je toliko črne? To sta si investitorja želela. Ko sem ji poslala svoje ideje oziroma referenčne primere stanovanj, ki so jim bile všeč, so bile večinoma črne, sive barve, malo topline lesa in pa industrijskih detajlov in seveda smo potem stremeli k neki taki estetiki. Jaz kot arhitektka seveda obožujem črno barvo, tako da mi ni bilo treba dvakrat reči, da sem jo lahko uporabljala. In tudi sanitarna keramika, celo bela tehnika je črne barve, ne? Res je. Človek se lahko samo želi takšnega naročnika, ki je dovolj drzen za take zanimive rešitve. Tole stanovanje je trosobno in ima samo 53 kvadratnih metrov. Smo si pa dovolili ložo balkonsko priključiti bivalnemu prostoru in ga s tem nekoliko povečati. Tudi smo umestili nova strešna okna, ki v prostor dovajajo dovolj naravne svetlobe in ga tako vizualno povečajo. Tako smo nekako kompenzirali uporabo črne barve z enimi drugimi elementi. Uporabili smo tudi veliko ogledal, ki jih je mogoče opaziti tako v vlogi front omar, kot v vlogi kuhinjskega ozadja, kar je mogoče malce nepričakovano, ampak tako lepo odbijajo svetlobo in povečajo prostor, da se nismo mogli izogniti. Občutek topline in domačnosti je arhitektka pričarala tudi z električnim kaminom, ki, čeprav ni pravi, oddaja prijetno toploto in vizualni učinek pravega ognja. Še nekaj, kako je možno v tako majhno kopalnico spraviti hkrati sušilni in pralni stroj, da dobiš noter celo utility? Res je, kopalnica ima pičlih 3,4 kvadratne metre. Potrebe uporabnikov pa so bile precej velike,
Kljub majhnosti smo pa s pomočjo natančnega planiranja in izkoriščanja vseh prostorskih kotičkov smo umestili kar veliko elementov. Pralni in sušilni stroj smo malce skrili s polprosojno fronto iz zatemnjenega stekla, tako da nista čist vidna. Tuš kabino pa smo pustili deloma odprto, kar dopušča malce večje dihanje prostora. Izkoristili pa smo tudi višino samega prostora in grelnik vode umestili direktno nad WC školjko. Še nekaj, ta črna barva je res elegantna, ampak ali bi toliko črnih elementov bilo za vsakodnevno življenje? Ne, v tem stanovanju smo si ravno iz razloga, da gre za počitniško nastanitev, lahko privoščili malce več svobode pri uporabi barv in pa tudi materialov. Investitorja sta imela zelo izdelano idejo o tem, kako naj bi izgledalo prenovljeno stanovanje. Skupaj z arhitektko so ugotovili, da je industrijski slog tisti, ki jim je trenutno najljubši. Ker gre za manjše trisobno stanovanje, je bilo potrebno opremo skrbno načrtovati, da so dani prostor maksimalno izkoristili. Prav zato je bilo veliko pohištva narejenega po meri. Od velikih vgradnih omar do mizic in kuhinjske kredence do postelje, ki ima zelo zanimivo vzglavje. Slednje je narejeno iz talne vinilne obloge, ki se nadaljuje v strop. S stropa se spusti televizor, tako da je spalnica priljubljen in zelo udoben prostor za gledanje televizije. Po meri so narejena tudi vrata, ki imajo skrite podboje, segajo pa vse do stropa, kar je še en element, ki na videz poveča prostor. Kuhinja, kupljena pri švedskem pohištvenem gigantu, je zaradi močno poudarjenega debelega pulta pridobila na unikatnosti. Vse po meri izdelane pohištvene elemente je arhitektka kombinirala z manjšimi kupljenimi kosi pohištva in dekorativnimi dodatki industrijskega sloga. Delno zaradi omejitev v proračunu, delno pa tudi zato, da bi nekoč, če se lastniki naveličajo industrijskega sloga, bila možna hitra stilska preobrazba interjerja. V tem primeru bi kovinske jedilniške stole, replike klasičnega dizajna iz 50-ih let ter manjše dekorativne detajle, kot so svečniki, vazice in stenska ura, hitro in za denarnico neboleče zamenjali. In kako je bilo s časovno izvedbo te prenove? No, v teh počitniških naseljih imajo res zelo časovno omejene termine, ko se sme delati obnovitvena dela. Sam spomladi 3 tedne, pa jeseni 3 tedne, kar pomeni, da smo imeli dejansko 3 tedne časa. Sicer smo prej načrtovali in usklajevali in risali projekt 3 mesece. Za dela smo imeli pa na voljo samo 3 tedne, kar je pomenilo vse od nošenja stvari v narušitev do gradnje in vgrajevanja pohištva. Res je bilo noro, delavci so delali praktično en na drugem, urniki so bili naporni, ampak nekako jim je uspelo. Pa še nisva čisto v pritličju, ne? Ne, v 5. nadstropju smo, kar je dodatno malo otežilo delo in te elefante prisililo v dodatne športne aktivnosti. Ste kdaj pomislili, da bi kje daleč, v tuji deželi, kupili staro zapuščeno domačijo, jo temeljito prenovili in se vanjo tudi preselili? Sanje so poceni, v resnici pa je to zahtevna življenjska odločitev. V tej sezoni smo si v oddaji Ambienti zadali izziv, da poiščemo najbolj zanimive zgodbe tujcev, ki so si Slovenijo izbrali za svoj novi dom. Med tujimi državljani, ki živijo pri nas, je tudi nekaj Rusov. Tako je odmaknjena domačija v Goriških Brdih očarala Moskovčanko. Nova lastnica je nekdanji kmetiji vlila novo življenje. Med obnovo so skušali ohraniti čim več tistega, kar je za tukajšnjo stavbarstvo značilnega. Pri tem je strokovno pomoč nudil arhitekt Matevž Frančič. Anja je iz velikega mesta v Rusiji, iz Moskve, ki je diametralno nasproti temu čudovitemu okolju pri nas. Predvsem je zelo veliko, umazano, hrupno, gosto naseljeno in z družino in s partnerjem sta si zaželela nekoliko več prostora, tako da sta se odločila za to hišo tukaj v Goriških Brdih. Kako pa je bilo, ko ste vi prišli sem, Matevž? Ko sem jaz prišel sem, je bila slika popolnoma drugačna. To je bilo eno gradbišče, nekje na sred procesa prenove same hiše.
In vsa gradbišča imajo neko skupno značilnost. To je predvsem veliko umazanije, odprtih problemov in tunel, kjer ne vidiš konca. Zunanji gabariti so bili nekako takšni, kot so bili. To je bila stara kmetija, za katero so se investitorji odločili, da jo bojo ohranili v čim bolj avtentičnem smislu, tako v smislu materialov, oblike, volumnov, odprtin in tako dalje. Tako da večina teh struktur je pravzaprav avtentičnih. Torej, to, kar vidimo, te lepe kamnite stene, to je bilo tako ali je bilo treba še kaj dosti mogoče poflikati? No, seveda, stara hiša zahteva velike nege in obdelave. Vse je bilo treba zelo, zelo veliko obdelati. Nekatere stene so bile nadomeščene. Prav ta povezovalni trakt je bil narejen v celoti, ker je bil tako dotrajan, da se ga ni dal prenoviti. Ampak levi in desni trakt, to, kar je bila nekoč hiša in to, kar je bila nekoč štala oziroma hlev, to je pa pravzaprav avtentično. Obiskovalci in domači uživajo v miru in razgledu, ki ga ponuja manjša terasa na drugi zasebni strani hiše. Tu se odpira pogled na velik travnik, zelenjavni vrt, sadovnjak in gozd, ki obdajajo obnovljeno domačijo. To, kar je danes terasa, je bil nekoč burjač. Med prenovo smo se odločili, pravzaprav sem jaz precej zoprno insistiral, sugeriral, da se burjač odstrani, da se ga ne zgradi ponovno nazaj, zato da hiša dobi ta pogled po dolini in ta vizualen stik s to okolico. Tako so nastale tudi te stopnice, ta velika ravna površina, ta plato. Tlakovanje je pa pravzaprav takšno, kot je bilo avtentično. Kamni, ki so vmes zaraščeni s travo, mi smo se odločili za zelišča, ki bojo sčasoma te fuge prerasla in naredila neko zeleno preprogo. Nek preplet kamna in zelenega, eno tako mehko površino. Zelo lepo je in midva imamo še to prednost, za razliko od gledalcev, da lahko vonjava te čudovite arome teh zelišč. To je ena lastnost hoje po tej terasi, da ko mendraž, timijan, eterična olja pridejo pod nos. Domačijo sestavljajo 3 deli. 2 sta starejša, vmesni povezovalni del pa so zgradili na novo. V enem od stranskih delov je bil nekoč hlev, zato je temu primerno velik in prostoren. Hlev je postal dnevna soba z knjižnico, odstranili so etažo, s tem je hlev pridobil dvovišinskost, to 3. dimenzijo v višino, medtem ko hiša je postala takšna, kot je bila. Tam so sobe, kleti, prostori so zelo jasno definirani. Odločili smo se skupaj za prenovo z avtentičnimi materiali. To so kamen, lokalen pesek, lokalen les in tudi vsi novi materiali, novi tlaki so bili zbrani na način, da se najbolj povežejo oziroma poročijo s temi domačimi materiali. Les je hrastov. Moram poudariti, da so vsi elementi stavbenega pohištva iz masivnega lesa, kar je danes velika redkost. Ob vstopu v hišo pogled takoj pritegne v spiralo zavito stopnišče, ki pritličje povezuje z gornjim nadstropjem. Stopnice so zelo atraktivne. Ta špirala je v resnici nenavadna sploh za 21. stoletje. Je pa razlog za to obliko izkoristek prostora v dnevni sobi. Takšna rama bi verjetno porabila pravzaprav polovico prostora in nekako smo stisnili stopnice v najbolj mračen in nefunkcionalen kot, tako je nastal ta prekrasen polžek. Nekdanji hlev je zdaj osrednji dnevni prostor, nepozaben zaradi svoje izjemne višine. V nekdanjem hišnem delu so vsi prostori, ki jih prostoren dom običajno vsebuje. Jedilnica, toaletni prostori, spalnica. Osrednji del hiše, zgrajen na novo, je tako po zunanjem videzu kot po vsebini najbolj sodoben. Zunaj ga od starih kamnitih delov hiše loči ometana fasada, ki jo bo nekoč prekrila divja trta kot povezovalni element. Hiša v Goriških Brdih je še en dokaz, kako lahko uspešno združimo stavbarsko tradicijo 19. stoletja z udobjem 21. stoletja. To so bili prvi ambienti v novi sezoni in tole uro si kar zapomnite.
Po novem boste lahko v naši družbi pred TV zasloni uživali ob sobotah ob 18. na prvem programu Televizije Slovenija ter ob sredah popoldne in četrtkih zvečer na drugem programu. Če pa vam čas v naši družbi prehitro mine, če ste karkoli zamudili, pa vas vabim, da si daljše posnetke in razširjene vsebine ogledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Čim več udobja v vašem domačem gnezdu vam želim do prihodnjega tedna, ko si bomo ogledali stanovanje dobitnice olimpijske medalje Sare Isaković in v Afriki rojenega Nemca, ki si je v vasici v bližini Tolmina ustvaril dom.